Kurat, najprej seveda čestitke za visoko zmago, drugo pa dosegli ste 3 gole, prvega že kar v 17 sekundi, s tem je bil tudi verjetno odprta pot do te zmage, ampak veseli pa super pristop v 60 minut. Ja, mislim, da smo popravili pristop iz prejšnje tekme. Mislim, da smo vseh 60 minut igrali dobro, suvereno. Te goli so pa samo še nagrada za trdo delo. Predvsem veselijo res lepi goli, domiselne akcije, nekaj golov ste dobesedno prazno bilo. Ja, mislim, mogoče niso bili na naši ravni, nivoju. Mi smo to izkoriščali, mislim pa, da bojo vse tekme zdaj naprej na višjem nivoju, tako da bomo mogli pokazati še več. Verjetno ni veliko tekem v reprezentanci, ko ste posebno. Mislim, da je to prva tekma, upam, da ni ta zadnja. Jaz bi se najbolj vesel bil, če bi to lahko vsako tekmo 3 gole, ampak ja, hokej je težek šport, tako da sem zelo vesel, da mi to ratalo. Upam, da še kdaj ponovim. Torej, Čimčar, čestitke, res lepa, visoka zmaga, dosegli ste 2 gola, ko ste vencili. Super tekma, že sam začetek je bil pravi, pristop je bil pravi. Delali smo stvari, ko smo se zmenili že pred tekmo in na koncu so poslovili. Zdaj pa še zadnja tekma za zmago na turnirju proti starim znancem. Verjetno bo drugačna tekma kot ostale. Ja, definitivno, že z tega vidika, da bom več časa za regeneracijo. Ampak mislim, če bo pristop ta prav tak, kakor danes, nimamo nič za skrbeti. Matjaž Kopitar, čestitke, res lepa, visoka zmaga, verjetno ste zadovoljni s pristopom fantov. Ja, sploh začetek, ker včeraj smo imeli kar ogromno problemov, ampak mislim, da nam je včerajšnja tekma v tem segmentu pomagala, da so bili fantje pripravljeni na hiter kontakt, da pač časa ni. Italijani so bili močnejši, še bolj agresivnejši od Korejcev, ampak tudi oni so bili blizu, tako da je bilo potreben res igrati zavzet, enostaven, pa pač učinkovit. In to se ko enkrat pojedeš 3-0 tako zgodaj, potem se tekmo odvije čisto v drugo smer, kot če se trudiš doseči ta zadetek. Tako da, ja, ampak kljub temu, kot sem že rekel, 10 golov na eni tekmi dati pa ni kar tako, da dober pristop. Ja, predvsem pa tudi domiselne akcije, nekaj golov v tisto Guardiolino tipetov. Ja, seveda, sej tam v obrambi, zdaj nisem točen nismo še nič pogledali, ampak če imajo čas, ti fantje sigurno znajo igrati in ja, to so s pridom izkoriščali in kot sem rekel, ko je enkrat vodstvo, je potem tudi take gole lažje delati. Še zadnja tekma, verjetno pa bodo drugačne, kot ste rekli. Ja, seveda, zdaj tudi eni igralci jutri ne bodo igrali, na bekih smo malo tanjši, bi tudi dali prostor, pa jim žal ne moramo dati, ker nas ni. Tako da, ja, sigurno bo težje tekma, ampak vloge igralcev znotraj ekipe bodo spremenjene, tako da dobili bojo priložnost in treba jo izkoristiti vsako tekmo. Pač svetovno prvenstvo bo, pot do tja je pa pač edin, da igraš, koliko se zagre, zavzeto, odgovorno in to je to. Hvala.